Matjaž, nekako je bilo po vaših načrtih 27-28 minut, potem pa se mi zdi, da ste prehitro padli proti boljšemu rezultatu. Ja, dejansko smo igrali, bom rekel, tudi 30 minut, tako smo se dogovorili, čvrsto v obrambi, napadu, pametno, mirno. En problem je bil, to smo vsi v fazi šut ni stekel, nikakor, do zdaj smo zadevali v serijah, danes smo pač malo padli šutersko, zaradi tega toliko malo pik. Je pa druga stvar jasna, Helios je kvalitetna ekipa, jaz sem že vesel to, da smo morali odigrati maksimalno, z prvo najboljšo petorko bomo rekli, da so nas dobili, verjamem pa, da je razlika nekoliko previsoka, realno danes bi recimo povojenih 10-15 pik za Helios, ampak jim čestitam, so še vedno državni in pokalni zdravi. Vaši fantje so, ko je šla razlika na vzgor, kar hitro dopustili. Ja, veste, to je tako, igrali smo dobro obrambo, dosti potrošiš, zgubljaš energijo in potem, ko ti v napadu še ne pade, mogoče sodniki naredijo 2-3 napake v tvojo škodo, pade morala, pade motiv, oziroma Helios to kaznuje. Zato je to hitro tudi prednostna rast. Zdaj imate nekoliko premora, tudi ni potem najprej pokalno srečanje, prvo srečanje proti Zagorju, napoved? Ja, normalno, tako kot tudi srečanje v Zagorju, gremo na zmago in moramo zmagati, kajti igramo doma. Zagorje smo pred tednom ni premagali, glede na to, da so zamenjali trenera, pričakujem malo boljši odpor, ampak še vedno verjamem, moje fante imamo kvaliteto in mislim, da vse drugo razen zmage bi bil neuspeh. Pa še napoved za naslednje kolo v državnem prvenstvu, lokalni dvoboj proti ekipi Zlatoroga v Laškem. Ja, Zlatorog ima letos zelo močno ekipo, vsi pa vemo, to so lokalni derbi, nikoli se ne ve, kaj se nas zgodi. Jaz verjamem, da če bomo igrali tako kvalitetno obrambo, kot smo danes tu 30 minut, lahko damo dobro partijo, rezultat bomo pa videli na koncu tekme.